Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Še vedno je mesec september, to se pravi mesec, ki je posvečen šoli, in tudi naš cel mesec september bo ustvarjalno posvečen delavnicam, ki so tako ali drugače povezano s šolo in učenjem. Za današnje iskrice sva z Mašo pripravile, kako si uredimo pisalno mizo. Na pisalni mizi imamo vedno kup drobnarij, ki jih pospravimo v kakšne lončke, danes pa bova malo reciklirali in pokazali, kako si narediti takšno priročno stojalo, v katerega spravimo ne samo 5 ali pa 10 kuljev in svinčnikov, kot jih spravimo v navadne lončke za pisala, ampak enega takega res posebnega, velikega, v katerega bomo lahko pospravili vse drobnarije, ki jih imamo na pisalni mizi. Za izdelavo takšnega stojala potrebujemo darilno vrečko, tulce od WC papirja, obojestranski selotejp, trši potiskan karton, škarje in pa kakšen košček magneta. In najbolje je, Maša, da z delom kar pričneva. Tako, reciklirali bomo tole staro darilno vrečko, reciklirali bomo tulce od WC papirja in najbolje je, da boš, Maša, kar pričela z delom. Začneš pa tako, da izmeriš tale najbolj visok tulec iz papirja, da bova vedeli, kako veliko vrečko za osnovo morava izrezati. Ta je velik 10 cm, to se pravi, od spodnjega roba bova narisali črto nekje 10 cm in pol, malce več kot je. To se pravi, tukajle narišava eno črto, pa še na drugi strani odmeriva. Boš ti narisala 10 pa pol. Tako, sedaj pa ti dve črti, ki jih imava takole, povežeš, zato da boš lažje odrezala. Odrezali bova kar obe strani hkrati in bova potem dobili takšno osnovo za, poglejva takole, ja, tulčki so malce manjši, kot bo najina vrečka. Tako, odrežeš po ravni črti in dobili bova osnovo za našo škatlo za pisala. Tako, tale del bova zavrgli, osnovo pa bova postavili takole naravnost in sedaj bo sledilo spet malce merjenja. Izmerila boš spodnji rob vrečke, zgornjega pa že veva, da je velik 10,5 cm, ker si na tej višini odrezala vrečko. To se pravi, izmeriš še spodnji rob. Spodnji rob je pa dolg približno 17,5. 17,5. Tako, midve si bova danes pomagali spet z rezalnikom za papir, drugače pa na tale trši karton narišete tak pravokotnik, to se pravi 10,5 krat 17,5 in dvakrat za sprednjo in za zadnjo stran naše tele vrečke. Pa izmerila bo še tale stranski rob, ker potrebujeva tudi dva taka kartončka. Meri pa 7,5. 7,5, to se pravi, en kartonček bo 7,5 krat 10,5, drug kartonček pa sva rekli, a sva pozabili, jaz sem. Spodnji rob. Ta je 10,5. Ta je 10,5 v višino. V višino. Tale pa je večji. Tale je 17,5. Tako. Sedaj boš vzela tale nož rezalnik, v eni od prejšnjih oddaj sva že merili z njim, pa boš odrezala najprej 17,5. Tukaj le zgoraj boš pogledala na 17,5, stisnila, ne tako, ne, stisnila k zgornjemu robu, da bo ravno, tako, pritisnila. 17,5 imava, sedaj pa izreževa še 10,5, pa deva 10,7 mm, da bo malce višja, kot si odrezala. To se pravi 10
in 7 mm boš naredila dva takšna. Ne, spet zelo lepo stisneš zgornjemu robu, tole pritisneš dol, pa še en tak pravokotnik, sva rekli 10 in 7, a ne? Deset in 7. Paziti moraš, da ne boš premaknila papirja. Če ne, pa rajši trdno drži papir. Tako, pri zgornjemu robu naj bo stisnjen. Tako. Tako. Sedaj pa poglejva takole, najprej za pokušino, če nama ta stranica pokrije najin rob. Pa še na drugo stran nama pokrije. Ale je malo večji. Nič hudega bova pa takole prilepili, a ne? Mogoče bova pa dali tole na tole stran, pa tole na tole. Tako, v redu je. Sedaj pa še druga dva kartončka, ki pa morata biti velika, sva rekli. 7,5 krat 10 in 7, a ne? Spet, da bo malce višje. 7,5. Kako naj odrežem 7,5 z te strani? Takole, da bodo, takole odreži 7,5. Redu. Pa mogoče ne premikaj. Čakaj, zdaj pa nekaj, nisem čisto 100%, če bo tole res 7,5. A mi hočeš dati malo ravnilo, pa premeriva še enkrat. Tako se mi zdi osko. Ja, pa bo 7,5. Čisto prav si izmerila, bolje dvakrat izmeriti, kot enkrat narobe odrezati. Maša, mogoče je bolje, da držiš kar papir, tega le nič ne premikaš, pa papir fino stisneš k temule zgornjemu robu. Redu. Ja. 7,5. Tako. In se zdaj še 10, takole, na tem 7,5 odrežeš 10,7, a ne? To se pravi 10 in pa 7 mm. Pa še drug kartonček na to višino. Poglejva, kako. Lahko uporabim Super. kar tega. Lahko samo zmeriti ga moraš na 10,7, se pravi, takole boš odmerila. Tako. Sedaj imava te 4 kartončke, tega le zaenkrat ne bova več potrebovali. Na kartončke boš na hrbtno stran prilepila zgoraj in spodaj oboje stranski selotejp. Pa mogoče odmakniva tole, takole, po daljši stranici. Mi odrežeš, prosim? Takole, pa še drugo. Pa še tole odreževa, takole pri kartončku je tole enostavno. Prilepiš še na drug kartonček, tretji in četrti. Skratka, na vse kartončke nanesemo lepilo. Odreževa takole na robu, pa še tole si bom pa sama malce sposodila. Aha, tole bova pa odlepili, nič hudega. Tole lepilo odstranili, pa še enkrat, pa kar korajžno od začetka. Pa ni potrebno preveč pri robu, a ne? Lahko malce stran, tako. Odreževa, ti pa prilepiš kar na naslednjega, sama pa bom samo priravnala robove. Takole, pa še naslednjega. Takole, pa še en kartonček nama manjka.
včasih ne vemo, kaj bi s temi darilnimi vrečkami, ki jih, Maša, ti bom dala kar tele škarje, takole. Ne vemo, kam... Vedno pravi ima iste škarje Za lepilo. oboje stransko lepilo posebej, zato ker rado ostane malce na škarjah, pa nam potem nobene škarje ne režejo v redu. In tole je ena izmed luštnih idej, kako te vrečke porabiti, a ne? Sedaj pa boš odlepila z ta velikega kartona zaščitne folije in bova tole najino vrečko oblekli in jo s tem tudi utrdili, naredili kot takšno škatlico. Tako. Izvoli. Aha, imava potem pripravljene že dve. Zdaj boš pa samo pazila, da boš jabolčke, ki jih imaš na temle kartončku, obrnila tako, da ko jih boš tako, da bodo v pravem. Tako, poglej, natančno, stisni in oblečeš škatlico z ene strani. Tako. Sedaj enako narediš še na drugi strani. Tukaj si malce poravnaš, ne, se vidi, da bomo res reciklirali vrečko, to se pravi, da so robovi mogoče že malce. In jo stisneš lepo. Joj. Nič hudega, lepo stisneš. In jo takole poravnaš. V redu, sedaj pa bova nalepili še krajše stene. To se pravi še po obeh stranicah. Tukaj pa bo potrebno malce paziti, zato ker je tale stena, spet pogleda, bodo jabolka obrnjena v pravo smer in jo takole prilepi. Takole. Malce sva tukaj le zamaknili, pa nič hudega. Pa še drugo stran oziroma zadnjo. Spet bova tukaj le pazili, da bo tale stranica lepo oblepljena. Takole. In sedaj bova zbrali za najino prednjo stran škatlice. Tole strana, ne? Tako. Pa bova na to stran prilepili še magnetek. Magnetek prilepiva tako, pa ga bova takole malce odlomili. Tukaj le boš na hrbtno stran spet nanesla selotejp. Magnetek pa bova prilepili zato, da bova lahko v tole našo škatlico shranjevali tudi sponke. Oblepimo takole pri robu, pa še drugo, rekli sva, tale stranica bo najina sprednja stranica. Pa še tukaj bom pa malce zdaj boš pa lepo pri robu odrezala še enkrat lepilo tisto, ki je odvečno. Pa še na drugi strani. Zato, ker drugače se bo potem na tem odvečnem lepilu nabiral prah. Tako. Sedaj bo pa potrebno odstraniti zaščitne trakove. Še spodnjega. Pa mogoče začneš na drugi strani. Takoj sem prilepila. Tako. In sedaj takole, kot sva rekli, tole bo najina. Tako. Ta magnetek pa nama bo služil, če vzameš tamle iz vzorca eno sponko, jo lahko daš na magnetek, da bomo lahko imeli pospravljene tudi te drobne kovinske delce. Sedaj pa sledi še takala škatlica bi sicer že bila, v redu za svinčnike, sam če bi v njo dali svinčnik, bi nam padel in ga ne bi mogli dobiti. Sedaj pa bo potrebno to škatlico še malce razmejiti. Razmejile jo bova pa tako, da bova v njo prilepile takole na različne delce, bova zložili enostavno tele naše
tulce. V najino škatlico jih bo šlo 5, vmes bova dobili takšne prostorčke, manjše, kamor bomo lahko dajali svinčnike in bojo potem svinčniki na svojem mestu. Da pa bodo stali na svojem mestu, prilepiš takole en delček selotejpa, pa ni potrebno, da je od roba do roba, lahko je krajši delček, samo toliko, da stisneš to k steni. Takole. Izvoli. Malce poglejva. Sva rekli, da so lahko ti selotejpki krajši. Takole na sredini nekje, ne? Jaz ti bom pa na ostale tulčke prilepila te krajše delčke selotejpa. Tu bi lahko porabili tudi ostanke od prejšnjega obrezovanja selotejpa, vendar zato, da bo res lepo držalo, bova prilepili kar nove delčke. Namesto tele osnove iz darilne vrečke bi lahko uporabili tudi kakšno škatlo od čevljev, v primeru, da želimo imeti še večjo posodo za namizo oziroma večjo škatlico za namizo, kamor bomo spravljali drobnarije, ali pa mogoče od kakšne druge stvari. Skratka, za osnovo lahko uporabimo tudi mogoče škatlo od kosmičev, pa jo obrežemo, v tem primeru pa nam je mogoče ne bo treba oblepiti, da so te stranice trše, lahko jo pobarvamo in mogoče okrasimo s kakšno drugo tehniko. Sedaj boš pa morala takole po vrsti iti, ker drugače ne bova mogle prav zložiti, ne? Da bova res naredile takšne pregrade v tej škatlici, ne? Pa še enega. Tako, poskušaš tako postaviti čisto do dna in jo potem prilepiti, stisniti k steni, ne? Tako, pa še na zgornjo stran bo šel en tulec. Tako, sedaj, če v tole tvojo škatlico položiva tele najne škarje, obrneva jo takole, da se vidi, kako je prav narejena, pa še prostor za ravnilo je tukaj, skratka, res lahko pospravimo v tole škatlico vse drobnarije z mize. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, nas gledajte ob 18. na VTV-ju. Spet bo naša oddaja malce šolsko obarvana. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!